Dobrodošli v podkastu Mladost na kmetiji. Lepo pozdravljeni, dragi ljubitelji podcasta Mladost na kmetiji. V naslednjih minutah se bomo družili z Nejcem Ažmanom iz Naklega, ki živi v pretežno kmečki vasici Okroglo. Je magistrski študent agronomije na ljubljanski biotehniški fakulteti in hkrati regijski predstavnik gorenjskih društev podeželske mladine. Obožuje, kot pravi, delo s traktorjem, zato ni čudno, da se je že pri 2 letih usedel za volan. Kako, kdaj, ob kakšni priložnosti, vse to boste izvedeli v podkastu, če nama boste prisluhnili. Nejc Ažman, pozdravljen. Živijo. Nejc, pripeljali smo se v tole vašo kmečko vasico Okroglo in res se nekako nakazuje, da jesen počasi prehaja v zimo, v teh vaših koncih. Imaš rad zimo? Pa zima je tak fajn cajt v letu, ko se zemlja odpočije, pol tudi ni več toliko dela. Na polju ni tistega tempo življenja, se nekoliko upočasni. Je dela malo manj in se tudi vi lahko odpočijete, ne? Ja, pa greš druge stvari početi. Recimo? Pa ne vem, greš malo v gozd ali pa kakšne papirje, pol malo cajt imaš urejati. Pa tako. Pa tako dela ne zmanjka, ne? Ne, dela na kmetah nikoli ne zmanjka. Ko smo se pogovarjala, kakšna kmetija ste, si dejal, smo tipična gorenjska živinorejsko-mlekarska kmetija. Zdaj pa, če malo opišeš, kakšna je to tipična gorenjska živinorejsko-mlekarska kmetija. Ja, tudi tipična kmetija za gorenjsko, pač tulele okoli Kranja, tukaj okoli Naklega, smo predvsem je mlekarsko zelo močno. Imamo veliko kmetov, ki imajo precej večje črede, kot je moja, in tudi dajo precej veliko več mleka in smo tako skoncentrirani na tem območju zelo mlekarsko. Zdaj, koliko velika je vaša čreda? Naša čreda šteje tam okoli 55 glav govedi, od tega se jih ene 28 molze, odvisno od presušitev. Potem ene 6 bikov redimo za meso, pa pol ostale pa mlada živina za obnovo črede. Pa najbrž še kakšne druge kmečke živali, ki sodijo, ne? Ja, tiste bolj za samooskrbo, kakšne kokoši, piščance, 2 prašiča, to da je za doma. Ampak praviš, ne, glavna, ki ima vse pod kontrolo, je pa psica Luna. Ja, ona pa malo je kar skozi v hlevu spuščena, pa pol tam malo med kravami pa to. Pa če kakšen porod ponoči, ona to pove, ali pa da se kakšna sprveza utrga ali pa sname, ona to pol pove, zalaja, pa pol veš, da nekaj se dogaja, da moraš iti pogledat. Se pravi, je vaš analogni informator, lahko tako rečemo. Ja, pa čuvaj, tako, če kakšen pride na dvorišče, ga oblaja, veš, tudi že po tolikih letih že psa slišiš po glasu, ali kakšen človek je prišel. Ja, zanimivo, ne, da se že tako potem najbrž že kar nekaj časa pri vas. Ja, pa je zdajle že ene 8 let. Ja, to pa je že kar dolga doba. Ja, če poveva še nekaj o vaši kmetiji takole na širše, predstavljam si, glede na to, kakšno dejavnost imate, da imate tako travnike, tako njive, predvidevam, da tudi nekaj gozda. Ja, imamo nekje, obdelujemo okoli 20 hektarjev kmetijskih zemljišč, od tega je okoli 9 hektarjev trajnih travnikov, 11 hektarjev njivskih površin, pol pa gor pridelujemo koruzo za zrnje, za silažo, pol žita, ječmen, tritikala, pol tudi razne metuljnice. Sem se letos odločil posejati recimo krmni grah, belo lupino sem sejal za seme za enega profesorja v Ljubljani. Potem imamo tudi krompir, predvsem za sebe, pa za kakšno stranko tako.
pa te detelno-travne mešanice, da se kolobar, da se malo zemlja odpočije, pa malo, kako bi rekel, da se malo obnovi. Seveda, zdaj omenil si metuljnice, ne, da si prvič se letos lotil. Ja, predvsem te zrnate stročnice, metuljnice, to imamo pol mi poljedelci, se to pol malo bolj, se malo bolj razdela. Kako se je izkazalo, zdaj glede na to, da je bilo to prvo leto, praviš? Pa v bistvu kar v redu, sem zadovoljen. Res, da sem kar na grah sem sejal v okviru svoje magistrske naloge, v okviru poskusa, tako da sem pol iz tega ven rezultate že dobil, ki jih moram zdaj še pol analizirati. Tako. Se pravi, bo imelo to neko praktično vrednost? Ja, bo imelo, ja. Saj sem tudi veliko dela vložil v to, pa profesor mi je dosti pomagal, pa starši, sestra, pa tudi študentje na fakulteti, ki smo kakšne stvari merili, pa take reči, ki rabiš precej več ljudi, da ti marsikakšna roka več prav pride. Ja, o tem bova še tudi nekaj rekla, o tej tvoji, bomo rekli, akademski ali pa fakultetni poti. Zdaj, zanimivo morda še tole, ne, pišete se Ažman, je pa v teh vaših koncih praktično na vseh hišah, ne, po domače je napisano poleg hišne številke. Zdaj, pri vas sem zasledil, ko smo se pripeljali do vas, da se reče po domače Prjurjevc. Odkot pa izvira to ime? V bistvu obstajata dve razlage za to. Enkrat je pred leti moja teta raziskovala to, po teh starih urbarjih, pa v Ljubljani. In je takrat pol z tega ven smo nekako, je ona prišla do dveh razlag. Zdaj, ali je bil prvi gospodar na tej kmetiji Jurij, po teh ustnih izročilih od teh starejših ljudi tukaj okoli, je bila pa razlaga, da smo imeli na naši kmetiji zmeraj dosti denarja, pač Jurjev, da se je pol zaradi tega pa ta ime prijel. Zdaj, katerakoli varianta je v redu, ne? Ja, čeprav me ta zadnja z denarjem mi je bolj všeč. A ti je bolj všeč? Morda tudi motivira za naprej, Ja, ne? tudi to, ja. Ja, zdaj, če govorimo o vaši kmetiji, lahko malo opišeš, kdo vse pa živi na tej kmetiji. Predstavljam si, da poleg staršev, kdo še vse? Živi nas, na naši kmetiji nas živi 6. Jaz, moja mlajša sestra, ati pa mami, pa pol še ata pa mama po mamini strani. Se pravi, oče prišel za ta mladega. Ja, oče se je prženil naokrogu, pravijo. Oddaleč? Pa ne, nekaj 10 kilometrov tukaj zraven. Ja, ni kritična razdalja, ne? Ja, že tam je imel starejšega brata, ki je bil v bistvu že za doma naštiman. Tukaj imela mami tudi eno sestro starejšo, ki se je že odselila. Pa sta pa skupaj tukaj pol naprej zgodbo peljala. Je bilo nekako naravno logično, da se potem to nadaljuje pot, ne? Ja. Mama in očeta. Tako. Zdaj, omenil si tudi mlajšo sestro. Njo tudi zanima kakšna ta kmetijska pot, oziroma kam se je ona obrnila v življenju? Ja, moram reči, da našo Niko zelo tudi kmetijstvo zanima, tudi zelo pomaga. Tudi rada na traktor se usede, če ji kakšna taka res skoncentriran del, da rabiš kakšnega več za traktor in za sedeti. Je pa ona bolj te stroke, ima rajši otroke in tudi študira predšolsko vzgojo otrok. Je pa tudi skozi vleče to kmetijstvo. Ima tudi fanta s kmetije, v bistvu zaročenca. Tako da bo tudi vpeta naprej v kmetijstvo. Ne bo problema, ko je treba za pomoč, ni problema, ne? To ni nikoli problem. Je rekla, zmeraj ti bom pomagala, samo povej. Super. Pa bom pa šel. To je pa lep obet za naprej, ne? In volja. Zdaj, starša praviš, da tudi seveda sta vpeta v delo na kmetiji, ampak sta pa oba tudi še zaposlena, ne? Ja, to je pa v bistvu naš ata, ki je bil prejšnji lastnik kmetije, je bil dosti mlad,
še in je dosti dela sam opravil. In ni bilo potrebe potem, da je eden od njiju še doma, ker naš ata je vse pač podelal. In pol je naša mami zaposlena v arhivu, urje papirje, naš ati pa pol zaposlen kot voznik pa razvaža krmila pri kmetijski trgovini. Tako. Super, ja, prav, omenjaš torej starega ata in mamo, se pravi, je tudi danes še onadva tudi še najbrž tudi kaj postorita doma, ne? Ja, to pa zelo. Pač tudi za košnjo mi ata se usede v traktor, mi spravi vse travnke skupaj. Res, da je že malo v letih, da ga zmeraj bolj malo šparamo, tako rekoč, in ja, vsekakor prav pride. Je pa fajn, ko so trije moški treh različnih generacij in še na vsakega lahko računate, ne? To je pa res dobro, tudi to je. ker se lahko človek zanese na to. Zdaj pa ste se od nekdaj pri vas ukvarjali s kmetijstvom, oziroma kako se je ta zgodba začela, ne? Nekaj si mi omenjal, da je prišlo preko okoliščin od strica oziroma od ata brat in tako naprej, če malo opišeš to zgodbo. Ja, v bistvu s kmetijstvom se skozi ukvarjamo tukaj. Res, da so se panoge vmes malo, tudi druge panoge vmes že menjavale na kmetiji. Zgodba je pa taka, naš ata je prišel leta 1969 na to kmetijo k svojemu stricu, ker nista imela onadva otrok. Tudi pol ni bilo enega pravega naslednika, niso našli. Pol pa naš ata je imel že v Trbojah s kmetije, je imel še dva mlajša brata. In je bilo že tako videti, da eden bo sigurno dol prevzel, pa je rekel pol, bom pa prišel na okrogu, pa bom tukaj peljal naprej. Tako da je pol prišel takrat tistega leta na okrogu, stric mu je kupil traktor, ki ga imamo še danes, Zetorja 2511. In mislim, ena dobra zgodba je bila, je rekel naš ata zmeraj pravil, da stric njegov ni nikoli na traktorju znal voziti, je rekel, jaz sem ga dal gor, pa samo šofiraj, v prestavo sem dal, vse peljal se je, samo šofiraj, on je šel zadaj na parkolco pa gnoj zmetal, je rekel, on je pa zaspal na traktorju. Pa so bile tudi kolobocije ali pa ne vem, kako bi rekel. A je vse raven teren? Mislim, je večinoma raven teren, so neki taki klančki, ki pa se malo tudi ustrašiš. Pa ni dobro, da zaspiš, ne, takrat. Ja, to pa res, ja. No, in potem je pol se naš ata poročil, in je pol v bistvu v tistih parih letih je naredil, dozidal hišo, naredil nov hlev, v bistvu, ke še danes molzemo v njemu. Pol vmes v enem obdobju se je ene 20 let, po mojem, smo se tudi s prašičerejo poleg govedoreje ukvarjali, smo imeli okoli 10 plemenskih svinj, pol plus podmladek pa vse. Samo v bistvu potem enkrat, ki je moja mami prevzela, ke sta moja dva starša prevzela, sta pa pol naredila malo, kaj bi naprej peljali, in je pol govedoreja prevladala pa mleko. Tako da smo pol takrat prašiče opustili, pa smo ostali pa v mleku. Se pravi, ste danes pretežno osredotočeni na mlekarstvo, torej na živinorejo in prirejo mleka. Zdaj, glede na to, da starša sta v službi, ti študiraš, ata seveda še veliko pomaga, kdo je pa zdaj glavni v hlevu pri molži zjutraj in zvečer? V bistvu glavna za molžo sta večinoma starša, ati pa mami. Zjutraj pomolzeta, preden gresta na delo. Jaz sem bolj tisti, da vso živino nakrmim, tako da zjutraj eno uro dela, urico pa pol maksimalno. Zvečer je pa ene 2 uri dela, če smo trije.
Tako da se dopolnjujete, vsak ve, kaj dela. Ja, vsak ima tisti svoj del, marsikaj že vmes, ko onadva mozeta zvečer, jaz postorim, pa nakrmim pšence, vse to podelam in se pol. Pa seveda psica Luna, ne, ona je pa seveda zraven skozi. Ne. Ja, ona pa skozi. Čeprav med štalo ona najrajš noter v tistem kupu mrve leži, pa če pride kakšen zraven, se tako te pogleda, da ima malo čohe. Pol pa malo čohaš. Ja, za vse je treba imeti čas. Ne. Ja. Tako. Zdaj, če rečeva še nekaj, Nejc, o tvojem študiju. Zdaj, ti si se odločil za študij agronomije. Te je torej kmetijstvo od nekdaj zanimalo? Pa ja, v bistvu proti koncu osnovne šole sem kolebal, kaj bi bil, ali bi šel naprej gimnazijo, ali bi šel tudi kemija, me je takrat zelo zanimala, sem gledal, ali bi šel na srednjo kemijsko, ali bi šel za kmeta. Pol pa sem malo po teh informativnih njivah hodil, pa sem rekel, saj kmetijstvo me zmeraj zanima, res, da to doma, da tudi šolstvo malo svoja znanja pove, pa sem rekel, saj kmetijstvo me bo zmeraj zanimalo, zmeraj o tem, pa če se izobražujem v tej smeri, bom še ta največ odnesel, da bom v bistvu tako rekoč doma prevzel kmetijo. In je fajn pol tudi, v bistvu tudi kmetijstvo zahteva že danes obilico enega znanja, ni več tako, kot včasih, recimo mojemu sosedu so rekli, kaj boš pa hodil na kmetijsko šolo, saj doma za kmeta boš zmeraj dober. Ja, pa se zdaj tudi ta miselnost obrača. Ne? Tudi, Tudi danes mora biti kmet že zelo dobro izobražen Ja. in podučen v zadevah. Ne? Precej se pozna danes to. Zdaj, ko govorimo o tem, da se ukvarjate s prirejo mleka, ne, vemo, da sploh materialni stroški strmo naraščajo, ne, iz leta v leto. Kako pa ste zadovoljni z odkupno ceno mleka, oziroma vi mleko oddajate najbrž v kmetijsko zadrugo? Ne? Ja, mi mleko pa meso dajemo v kmetijsko zadrugo, pol pa ta mlek večinoma gre v Italijo. Predvsem tule Gorenjska, ta naš konec, večinoma se vse izvaža v Italijo. Ja, odkupna cena je taka, kaj je. Pač vsak kmet bi si želel več. Res, da nam trg narekuje odkupno ceno, ki je tudi sorazmerna glede temu, kakšno vsebnost imaš beljakovin pa maščob po temu prodanem mleku. In pač, ja, stroški se povečujejo, repromaterial, seme, vse te elektrika, na vseh koncih se povečuje tisti prihodek, ki pa je, pa ne gre sorazmerno temu, bi rekel. In pol, če narediš tisto en tak okvirno letno bilanco, morebiti je pozitivna nula ali pa še to. Tako da v bistvu za enega zaposlenega je za preživeti, samo pol ne ostane za investicije pa posodobitve kmetije. Pol moraš pa v drugih panogah iskati ta denar, da ga pol vlagaš Seveda, v razvoj. posodobitve pa so nujne, normalno. Zdaj praviš, da se vidiš seveda kot naslednika vaše kmetije, vaše domačije, enkrat, ko pride ta čas, se boš tudi ti, se načrtuješ, nameravaš ukvarjati z živinorejo potem tudi še naprej? Ja, živinorejo vsekakor se bo peljalo naprej. Predvsem si želim, mislim, ena želja moja precejšnja je, da bi se povečal dobrobit živali. Pač se že delajo načrti o tem, da bo enkrat nov hlev, da se bo pol ta stalež, ta naš 50 let star hlev je premajhen, glede na to, koliko se je okvir živali v teh 50 letih povečal. In definitivno je treba udobje kravam povečati, pa tudi potem samemu uporabniku, da ni toliko fizičnega dela, pa tudi posledično tega manj stresa. Se pravi, hlev je že ena taka vizija, ki si jo želiš Ja. uresničiti pa izpolniti. Ja, kako pa si sicer predstavljaš prihodnost vaše kmetije?
poleg vseh teh posodobitev in tako naprej. Mogoče tudi v tej smeri, ko si razlagal prej, da ste letos prvič sadili določene kulture, ki jih zdaj tudi preučuješ v svoji magistrski nalogi. Tudi tu vidiš morda kakšno nišo ali pa kot dopolnilno še poleg živinoreje? Pa v bistvu, kako bi rekel, da živina mora biti predvsem zaradi gnoja, da imaš tisti en lasten gnoj, da se pol lasten humus dela v tleh. Predvsem to, da ni tiste mineralna gnojila, ki pol to v bistvu rata neke sorte hidroponika v tleh. In pol v bistvu, ja, če bi se enkrat kakšna sreča nasmehnila ali pa kaj, da bi se kje kakšna zemlja, kakšen hektar več pokazal, da bi ga v najem dobil, bi zagotovo tudi se šel v to smer, kakšna žita krušna, pa pol kakšne moke, pa taka reč polenta, tako reč, da bi se pol prodajal. Ja, v tej vaši vasi in tukaj v okolici, praviš, je kar precej kmetij in je morda težko priti do zemlje, ne? Če je veliko kmetij, veliko kmetov, ne? Vsak išče potem svoj prostor, ne? Ja, je res, da ko smo tukaj na Ljubljanski kotlini, predvsem tudi Kranj je zelo blizu, recimo 5 kilometrov s Kranja ven smo doma, in je že ta pritisk urbanizacije velik, poleg tega, da se še vse te obrtniška dejavnost se širi vse na kmetijske površine, potem tudi, kot sem že prej omenil, koncentracija kmetov nas je velika in pol nekaj pa zmanjka. In pol pri zemlji zmanjka in s tem, pol, ker zemlje malo, je ta posledično dražja, pa ker jo je malo, se pol je neke sorte problem. Recimo tukaj pri nas v vasi je 10 kmetij, smo ena, v bistvu za moje pojme, ena redkih vasi na Gorenjskem, da smo še od 40 bajd, da je 10 kmetij. Od tega, da se pri 9 kmetijah se ukvarjamo z živinorejo, ena kmetija je potem poljedelska, tako da se pol vsak rabi en določeno zemljo, da svojo živino vzdržuje lahko. Ja, to je kar velik odstotek, ne? Četrtina hiš oziroma četrtina domačij se ukvarja potem s kmetijsko dejavnostjo. Nejc, praviš, da pa veliko in rad delaš tudi v gozdu, ne? Imate seveda tudi nekaj gozda. Ja, drva torej pripravljate samo zase ali tudi še za morda prodajo? Ja, imamo okoli 5 hektarov gozda. Res, da se te površine nekoliko krčimo, da se pol dela nove njive pa travnike. Predvsem z očetom hodiva v gozd, te suhe drevesa sekava za drva za doma. Prodajamo ne, ker ni predvsem toliko časa za v gozd iti. Pol pa edino še kakšna lepa drevesa sekava, da imava pol doma za kaj ustvarjati ali pa da kaj gradimo. No, ko zdaj vse pogledaš, kaj vse doma delate, kaj vse imate, najljubše kmečko opravilo tvoje in zakaj ravno to? Ja, moje najljubše kmečko opravilo je pa vsekakor karkoli se s traktorjem dela, pa ni važno, se kosi, orje, se laže voz, ko sosedom okoli pomagaš, samo da so traktorji, je to najboljše. In je ta ljubezen do traktorjev in do dela s traktorjem že od nekdaj? Ja, to je pa že precej časa, a ne, ko si otrok majhen, kam te bo dal starš, da te bo imel ta najbolj pod kontrolo. Traktor na zid zraven, na blatnik gor, pa ga imaš najbolj pod kontrolo. Pač vmes zaspi, veš, da bo dal še ta največ miru. In res, ja, zmeraj sem se vozil zraven zatem, predvsem zatijem se je bolj sestra vozila. In pol včasih ti dal tudi kaj
probati zavoziti in pol s tega ven rata ta ljubezen. Pa posledično s starostjo dobiš zmeraj več zadolžitev in pa se ta ljubezen kar ostane. Meni je najboljš se usedem v traktor, sploh spomladi, ke so te konice, ki je košnja, pol pa po košnji treba gnoj zvoziti, zorati, sfrezati, da se poje koruza že koju vse, tudi po 18 ur na dan, meni ni problem v traktorju sedeti pa delati. Res, da pol na koncu dneva malo že kolen čutiš od tiste težke sklopke, ampak ja, mi ni bil nikoli problem. Najraje recimo, ko orjem, pa gledam, kako se zemlja obrača, mene to toliko not potegne, da tudi po, ne vem, po 5 urah, ko orjem, jaz še opazim ne, da sem radio pozabil prižgati. Ke sploh. Pozabiš tudi, da si lačen in žejen, ne? Tudi to. Za tisto pa pol mami kliče, daj pridi jesti ali pa kar na pole pa nese. Da je pa že čas, ne? Ja, da tudi nec nekaj poje. Ja, tudi to. Ja, to je v bistvu kar maratonsko, ne? Če toliko ur sediš na traktorju, ne? To je že kot ena disciplina konkretna, ne? Ja. Če maraton traja 2 uri pa pol, ne? Pri moških pa če 5 ur naenkrat je pa kar, ampak pravi še v konicah je treba zdržati, ne? Ja. Ko je treba, ne? Če je vreme tiste 3 dni, 4 dni, ki je tistega vremena, začetek maja, je treba čim več narediti. Da uloviš tiste dneve in trenutke, Ja, ne? ja. Ja. No, ko si omenjaš, ne, to ljubezen do traktorjev in tako naprej, eno anekdoto si mi zaupal še pred začetkom pogovora, in sicer, da si že pri 2 letih vozil traktor. Pa če mi poveš, kako je prišlo do tega dogodka, kad je 2-letnik sam prišel na traktor, ga vžgal in se zapeljal z njim, ampak povej, ne? Ja, to je zanimiva zgodba, ke sem jo v bistvu, jaz sem bil takrat še premajhen, da bi se tega zavedal, so mi pol povedali. V bistvu je bila zgodba taka, da ta Zetor, ke ga imamo doma, je takrat naš ata nekaj rihtal štartati, nekaj ni hotel vžgati. In pol naš ata je pustil kontakt prižgan, jaz sem se pa pol s tem poganjalčkom, ta traktorna pedala, sem se vozil okoli, pa se pripeljem tam do stopnice, pa pol zlezem na poganjalčka, pa na traktor gor, pa na zid sosednji. Pol sem pa naredil tako kot ata, kot otrok, vidi, kaj dela, je starejši in se pol narediš isto kot on. In pol Zetor se zalavfa k Ferrari, sem pritisnil knof, bil je glih slučajno prestal, pa sva šla po dvorišč. Takrat je glih mama ven prišla, pol je mama za mano tekla, da je pol je traktor se ustavil, tako da pol drvarnice nisem podaril. Je res, da je bil takrat pol malo problem, da sem se čez tega svojega poganjalčka sem se peljal, sem ga polomil. Je bilo takrat, pol so rekli, da sem se kar jokal zaradi tega. Samo pol naš ati je vzel v roke pa ga je popravil. Tako da je pol tisti poganjalček je bil pol še precej let. Še v Je uporabi. bil še vozen. Je bil še vozen, Ker ja. sem mislil, da si potem mogel poganjalčka zamenjati za traktor že takrat. Ja, vse se zgodi, ne, če živiš na kmetiji, ampak sreči se je vse dobro končalo. Ja, pa da poveva še nekaj o tem delu, ki ga pa zdaj opravljaš poleg dela na kmetiji, in sicer zdaj v podeželski mladini si dejaven že od leta 2017, ne, si ponosen član društva Kranjske in Tržiške podeželske mladine. Katere pozitivne plati vidiš v tem, da ste mladi kmetje povezani v društvo in da se družite, delite znanja in izkušnje in tako naprej? Ja, v bistvu ta podeželska mladina, jaz gledam predvsem pozitivne smeri v tem, da se ljudje družijo med sabo, da se mladi družimo med sabo, da spoznavamo, predvsem društvo je na osnovi nekega območja, da se kmetje, mladi s tega območja med sabo spoznavamo. Pol pa tudi, da gremo skupaj, recimo hodimo 2-krat na leto na te ekskurzije po Sloveniji, pa gremo pol po Sloveniji gledati druge dobre kmetijske prakse, recimo živinorejske kmetije, ki jih hodimo gledat. Je zmeraj največ zanimanja, zato ker smo tudi tukaj najbolj živinorejci in tam smo
imamo rezerviran uro pa pol, pa smo tudi lahko 3 ure tam, pa se ne bomo še vsega zmenili. In tudi v tej smeri potem veliko znanja odneseš, pa potem, ko se družiš še z ostalimi društvi, po Sloveniji spoznavaš druge ljudi, pa njihova razmišljanja glede določenih problemov, ki se pojavljajo v kmetijstvu. Tako da, ja, predvsem ta plat, da se izobražujemo, družimo, pa ostalo pa vse samo pride. Zdaj od letos je pa tudi ena novost, in sicer si postal še regijski predstavnik podeželske mladine za Gorenjsko. Kako je pa prišlo do tega imenovanja, če tako rečem? Ja, splet okoliščin je bil tak zanimiv, bi rekel. Že prej se je govorilo, da bo že prej se je vedel, da bo ta moj predhodnik Janez Rakovec odstopil s položaja, ker ima doma dosti dela, rekel se ne more več toliko zvezo poglabljati. Pol takrat sem pa jaz v bistvu ena dobra anekdota še z tega ven, ja. Na občnem zboru je on najavil, da ne bo več naprej regijski predstavnik. Mi pa kot odborniki pri društvu smo se pa predstavljali med sabo in potem jaz sem malo razlagal malo več kot vsi ostali. In potem, ko sem jaz zaključil, se je eden znotraj iz družbe zadere, ti bi mogel biti regijski predstavnik, ker to govoriš, pa te ni problem govoriti pa pomisel dati. In pa takrat je prišel ta preskok, mogoče bi pa res jaz bil regijski predstavnik. Pol se pa to malo s tedni se je to malo, ta želja je malo usahnila, malo sem okoli spraševal pa to in pol v bistvu spet okoliščin je bil tak, da maja so bile v Velikih Laščah je bil državni kviz za mlade in kmetijstvo in sem se tudi udeležil tega kot član, da sem spodbujal svojo ekipo. In že pri zvezi poznam ene par ljudi, ke sem jih tudi spraševal pol za nasvet glede tega in potem pridem do enega tega regijskega predstavnika, ki ga poznam, ke sva bila sošolca prej na faksu. Pa mu razlagam, ti, kako pa je s tem regijskim. Je rekel, če te zanima, kar z mano pridi. Pa sva šla, pa prideva do naše predsednice Ive Golob. On reče, evo, Iva, ti predstavljam novega regijskega predstavnika za Gorenjsko. Ona pa vsa vesela, super, super, ker tudi z Evo sva bila sošolca, tudi na faksu, smo se že prej poznali, rekla, super, evo, mi en ta prav človek za to funkcijo. No, vidiš, je funkcija pripeljala do tebe, ne? Ja. Krasno, in zdaj približno koliko, slabe pol leta, ne? Ja, Nekje od maja. Od maja. Ja, 3/4 leta, no, recimo, pol leta, ja. Se znajdeš v tej vlogi, ti je všeč? Pa je všeč, ja, mislim, definitivno ima svojo odgovornost, pač čutim neko odgovornost, ki jo nosim z Gorenjske na sejo v Ljubljano, da predstavljam tudi interese nas gorenjskih kmetov, mislim, gorenjskih mladih podeželjanov, z tega območja Škofje Loke, vse gor do Kranjske Gore, za to območje. Imam 3 društva, ki jih v bistvu varujem, so moji varovanci, če se smem tako izraziti. In ja, precej enih ljudi, mladih, ki so željni v kmetijstvu ostati pa v kmetijstvu delati. Ja, vsekakor pohvalno. No, si pa dejaven tudi v vašem lokalnem okolju, kolikor ti najbrž čas dopušča. Vem, da si bil včasih tudi v župniji, ne, precej dejaven kot na oratoriju si pomagal in tako naprej. Kako točno si tudi v ta del tega vašega okolja vpet? Ja, v bistvu, ja, versko okolje, tudi kmečko, smo tudi potem tudi dosti z vero povezani. In potem, ko smo hodili k verouku, tukaj v župnijo v Naklem,
smo imeli potem tudi, potem ko smo zaključili verouk, so bile tudi zmeraj potem v srednji šoli so bile srečanja mladinska, malo to versko tudi obarvana, zmeraj se potem tudi več kot pol leta se potem na teh srečanjih pripravlja za oratorij. 8 let sem pomagal na oratoriju, poleg tega sem tudi recimo dosti pomagal tudi pri drugih cerkvenih opravilih, če je bilo treba kaj v cerkven gozd pospraviti, ali pa ko smo tukaj na vasi našo cerkev urejali, tudi dosti pomagal, ko smo drenažo kopali, potem ko smo novo fasado delali na cerkvi, ki je bilo treba oder postaviti. Zmeraj se nas nabere, župnik je zelo vesel, zmeraj napiše oznanila, okroglanci ne razočarajo, zmeraj se jih je 10, 15 se jih nabere, naredijo 1, 2, 3. Super, se pravi, imate podružnično cerkev v vaši vasi. Ja. Posvečena je pa? Posvečena je pa Sveti Mariji Magdaleni. V bistvu cerkev je iz 13. stoletja že tukaj na tem mestu stoji. Res, da je v 3 različnih slogih, v 3 različnih obdobjih teh je bila grajena, se tudi pozna gotika, ta romantika, barok, vse te stile imamo noter v tej cerkvi. In vi skrbite potem skupaj z sovaščani, ko je treba, priskočite na pomoč, da ohranjate to, torej tudi kulturno, versko, zgodovinsko dediščino. Ja, 2 ključarja imamo, ki bolj skrbeta za to, pol pa ki je kakšen tak del, pa rečete, pridite pomagati. Kako pogosto pa je maša v cerkvi? Mašo imamo 6-krat na let. V bistvu takrat, ki je smen, ali žegnanje, ne vem, kako se uradno temu reče. Takrat sta 2 maše ponavadi. Pol pa še tako za vse svet, pa za veliko noč, ko so te obrede ali pa kakšni križev pot, ko se moli, takrat je pol. Se cerkev odklene, gremo not, imamo mašo. Torej si tako napolnite tudi duha, vem pa, da si včasih pa tudi veliko hodil v hribe, se pravi, da človek napolni tudi da je tudi v formi fizično. V hribe, kam greste naokoli, če greste v hribe v teh vaših koncih? Ja, hribi so tudi ena ljubezen že z otroštva. Smo tudi starši hodili dosti v hribe, ko smo bili majhni s teto. Predvsem, ko smo bili manjši smo bili bolj, manjši nismo bili, smo bili mlajši. Manjši, večji, ne? Ja. Smo hodili po teh nižjih hribih, pol z leti pa pol napreduješ, recimo kakšen Storžič, Kališče, Kriška gora, te okoliške hribe. Tudi enkrat bom šel na Triglav. Sem mislil letos, pa mi pol časovno ni zneslo. Tako da je to bolj plan za naslednje leto. No, tudi eden od načrtov, Ja. kamor te čaka. Ja, super, no. Pa zaključiva tukaj na vrhuncu, ne? Če je Triglav največja slovenska gora, in rečemo, da smo zdaj na vrhuncu in smo prišla do zaključka najnega pogovora, da se ti res vse te želje uresničijo, ampak čisto za konec imam pa pripravljenih še 5 kratkih vprašanj in te prosim, če odgovoriš s prvo asociacijo, ki ti pride na misel. No, pa začniva s tem. Kmet sem rad, ker Je delo raznoliko in vsak dan nekoliko drugače. glede na to, da ste mlekarska kmetija, ali rad piješ mleko? Ja, to zelo rad pijem. Najrajši direkt spod krave. Res. Kaj pa ti pomeni družina? Ja, družina mi pomeni neko varno okolje, ki te spodbuja pa podpira v osebni rasti. Moja sanjska kmetija je? Dovolj denarja, ljubezni, pa smeha pridnih otrok. Lepa želja. Katera pa je tvoja najljubša kmečka modrost? Pa nas pravimo, da če ni fuši, je za vse dosti. Krasno, hvala lepa, Nejc, za ta iskren in iskriv pogovor.
Naj se uresniči tvoja kmetijska in siceršnja pot na domači kmetiji. Vse dobro želim. Hvala. Dragi poslušalci podcasta, hvala za pozornost. Z Nejcem Ažmanom sem se pogovarjal, Marko Mesojedec, mi pa se poslušamo kmalu.